Lepo pozdravljeni in znova dobrodošli v Začnimo teden z Lili Sorup. Prejšnji teden smo bili na morju, zdaj smo v gorah in z mano je ena taka badass bejba, ki je mi bela, ki bo v vsej verjetnosti kmalu zaspala. Ali pa imelo mi kaj zapovedati. Bomo videli, ženske imamo zmeri kaj zapovedati, pravijo, a je tako. In leto 2022 je vendarle leto ženske energije, ženstvene energije. Tudi gore so ženske. Pa poglejte za menoj, kako zelo so mogočne. Mati narava je ženska, je ženstvena energija, je plodna energija. Torej, ne glede na to, ali smo fanta ali smo punca, v letošnjem letu procesiramo žensko, ženstveno energijo, materinsko energijo. Bela pravi, da me ima dovolj. In da je bilo letošnje leto že povsem dovolj naporno. Kaj pa vaše? Kakšno je bilo letošnje leto za vas? No, ljudje smo si različni, zato včasih potrebujemo več energije, malo manj energije, malo več dinamičnosti, malo manj dinamičnosti, nekateri ste bolj za morje, nekateri ste bolj za gore. Letošnje leto bo pa avgustov postreglo kar vse. A ni to fajn? Lejte, avgust bo tako kot konjenica, ki prihrumi in prinese okrepitve. Torej, če govorimo na nivoju energije, kaj bi si vi pri sebi želeli, da bi se okrepilo? Kje rabite takole en mal generator energije? Kje rabite biti mogoče malo bolj glasni, malo bolj opazni, malo bolj vi? In kje potrebujete preprosto malo več nežnosti? Kje potrebujete več sprejemanja, več razumevanja? Kaj vi mislite, kaj bom rekla, za koga je najbolj pomembno, da vam to da? Če sami sebi ne znamo podariti ljubezni, ne znamo podariti miru, občutka varnosti, ga bomo seveda zelo težko sprejeli od drugih. In tudi zelo težko ga bomo znali dati iz ljubezni. Saj znamo zaščititi ljudi, saj znamo zaščititi živali, saj znamo stopiti skupaj. Poglejte tele požare na Krasu. Kako zelo so ozaveščali našo pripadnost sočloveku, pomoč sočloveku in tudi določene funkcionalnosti, ki znotraj našega sistema ne delujejo morda najbolj pravično, katere bi lahko izboljšali. In pravzaprav to je namen letošnjega leta. Če pogledate moje napovedi nazaj za 2020, za 2021, za 2022, politični sistemi in vsi tisti okovi in omejitve, ki pravzaprav so odslužili svoj namen, se bodo sesuvali. Povedala sem, da je velika možnost spremembe političnega sistema, monetarnega sistema, izobraževanja in tako naprej. Poglejte, se gre vse nekako na zoom. Kako zelo je korona spremenila naše življenje. Tu notri leži sporočilo. Človeško bitje se je pripravljeno in sposobno prilagoditi marsičemu. Zelo pomembno pa je, da imamo vsak pri sebi močno postavljene meje, čemu se bomo in čemu se ne bomo prilagodili. A ne, Bela? A je tako? Torej, kje so vaše meje? Čemu se boste prilagodili za voljo ljubezni, za voljo odnosa? Za voljo morda dobička, miru, zdravja, lepše prihodnosti, obljube lepše prihodnosti. Velikokrat namreč počnemo točno to, zato ker vidimo možnost, da nam bo nekaj uspelo, možnost sreče, ustrajamo. Mnogokrat tudi v odnosih, mnogokrat tudi v službi. Torej, kje bi rekli, da vas letos življenje nekako potiska ven, iz katerih okov? Iz katerih navad, iz katerih odnosov? Kje vi niste več čisto vi? No, avgust bo postregel z veliko možnostmi prepoznavanja tega in še več priložnostmi prehajanja naših mej udobja. A ni to fajn? No, marsikdo mogoče ni čisto navdušen nad tem. Po zadnjih 2 letih verjamem, da ne. Ampak vseeno, življenje se vedno spreminja, vedno raste. In vi ste dragocen delec tega življenja. Poglejte, koliko kamenčkov je okoli mene. 2 si nista enaka. Veste, koliko kamenčkov je tistele gori za menoj. Velikih, majhnih. Koliko plazov je že ta gora videla. Koliko ljudi se je že povzpelo na to goro. Koliko poti se vije po tej gori. Tudi v našem življenju je veliko več možnosti, kot jih mnogokrat zaznavamo, ker smo mnenja, da smo preveč nepomembni. Ker smo mnenja, da ničesa ne zmoremo. Je že res, da vsak izmed nas na tisto goro ne pride zlahka, ampak z dovolj vaje,
z dovolj kondicije, z dovolj tehničnega znanja, pa verjamem, da skoraj vsi. Življenje ni pa prav nič drugačno. Torej, kje morda potrebujete preprosto malo več izkušenj, malo več znanja, malo več energije? Pa smo spet pri temu. Avgusta energija prihaja. Torej, odločitev je vaša. Kaj se boste vi odločili? Bela, kaj se boš ti odločila? Za kost? Za konzervo? Za sprehod? Aha, tako. Ste razumeli? A veste, tudi nas vesolje včasih ne razume, ker če takole mogoče njej razumljivo renčimo, svoji okolici pa ne, kako ne vas okolica razume? Mnogokrat govorimo isto, ampak vsak po svoje. Torej, bodimo zelo jasni, zelo razločni v tem, kje so naše meje in kam želimo, da se vije naša pot. Kajti, če boste šli vi v gore, jaz verjamem, da sabo ne boste vzeli kopalk, pa brisače, pa nekaj za v vodo. Če boste šli na morje, pa verjamem, da sabo ne boste vzeli gorskih ruzakov, pa bom rekla gojzarjev, pa palce za plezati. Včasih nam pa življenje postreže z vsem. Kaj pa pol? Kaj reče vas Kadar življenje reče, a greš na morje, pa zraven še v gore. Kadar življenje reče, tako zgoraj, tako spodaj. Belo, črno, noč, dan, dobro, slabo, levo, desno. Veliko vsega je bilo v zadnjih letih. Pravzaprav pa nam življenje kaže, da imamo veliko več izbire, kot mi menimo. In Bela je izbrala, da bo šla zdajle tamle malo bliže vam. Tako da, če bo malo bolj glasna, Mesec avgust je pomemben mesec. Dal nam bo izbiro. Opomnil nas bo, da smo mi pomembni. Torej, vsak izmed nas je pomemben, dragocen delček večje celote. Kako boste to moč uporabili, da boste doprinos? Če se vrnemo k požarom. Vsaka oseba, ki je šla pomagati, je bila pomembna. Če bi vsi stali križem rok, bi se verjetno stvari premaknile mnogo kasneje, mnogo počasneje, z veliko bolj katastrofalnim izidom. Torej, ne dovolite nikoli, nikomur, nobeni situaciji, nobenemu odnosu, nobeni osebi, da bi vas prepričala, da niste pomembni. Torej, kaj boste izbirali, koga boste izbirali v življenju? In na kakšen način boste to skomunicirali? Pa so vprašanja, ki vam je po življenje, vesolje, Bog, višji jaz, vi sami sebi postavljali zdajle avgusta. Kako svoje življenje ustvariti, da ste vi doprinos in da je tudi življenje vam doprinos. Vi ste človečki si včasih tako zelo fantastično sami zakompliciramo življenje, tako zelo analiziramo, padamo nazaj v občutke krivde, padamo v pričakovanje drugih ljudi, padamo v to, kar menimo, da bo druge osrečilo, da pri tem pozabimo na sebe in na svoje lastne meje. In meje vemo, da so letošnje leto na tapeti. Meje so tisto, kar je pomembno letos. Torej, kje so vaše meje? V odnosu, kaj je vaša meja, kaj je dopustno in kaj ni dopustno. Kaj je tisto, kar je za vas dobro in kaj je tisto, kar je za vas slabo. Vse to so vprašanja, s katerimi se srečujemo celo življenje. Ampak zavedajmo se, da zdajle, avgusta, bo življenje postreglo z zelo hitrim energijskim odgovorom. Torej, če boste jezni, lahko pričakujete v svoji okolici jezo. Če boste veseli, lahko pričakujete v svoji okolici veselje. Kje pa je vaš mir? Kje leži vaša umirjenost, pomirjenost, tista prava sreča? Ne samo veselje enega trenutka. In kaj je tisto, kar vas mogoče v tem trenutku teži, mori, moti? Poglejte, jaz tu zdaj tule sedim, po meni plezajo mravljice, sem pa kaj me kakšne ogrizne, zaradi tega sem pa kaj tudi malo takole popraskam. In jaz verjamem, da ko spremljate to oddajo, ko to povem, da je to razumljivo. Marsikaj, kar mi počnemo, če znamo primerno skomunicirati, je okolici lahko razumljivo. Če pa smo tiho, pa zdaj recimo, če stanemo pri tem primeru, jaz tukaj sedim, trpim, čakam, da me bodo pojedle mravljice, se ne jedle, se ne popraskam, zato ker je zelo pomembno, da bo kader lep, da jaz ne bom imela nenavadnih gibov. Kaj ni škoda, kajti tudi moja energija ne more biti maksimalna, če me vmes nekaj boli, žuli, moti. Namesto, da bi preprosto skomunicirala. In včasih je to dovolj, včasih potrebujemo samo povedati.
In če imate v svoji okolici ljudi, ki vas nikakor ne razumejo, se dajte vprašati, ali vas ne razumejo ali vas ne želijo razumeti. To je velika razlika. Veliko se govori o narcistični motnji, o čustvenih vampirjih, o egoistih, ki pač ne želijo si prilagoditi drugim. Naša naloga ni njih obsojati, naša naloga ni njih presojati, še manj prevzgajati. To je popolnoma nemogoče v določenih primerih. Naša naloga je postaviti mejo in sebe enostavno odstraniti iz tistih situacij, ki so preprosto toksične. Potem pa pridemo nazaj do tega, kaj je brezpogojna ljubezen, kako zelo se moramo med seboj sprejemati in razumeti. To je že res. Jaz razumem, da je mravljica žejna, to ne pomeni, ali pa komar. To ne pomeni, da bom zdaj tam nastavila pol liter moje krvi in rekla, izvoli, imej nedeljsko kosilo, povabi še kakšne svoje bratrance in sestrične. Pomeni, da moram jaz za sebe poskrbeti, da me ne bodo živo pojedli. In v toksičnih odnosih je podobno. Vaša naloga je prepoznati toksične odnose in se iz njih odstraniti in nato tudi zdraviti. In ko govorimo o čustvih, ko govorimo o odnosih, ko govorimo o nekih stvarih, ki so na umski ravni, je to seveda težje razumljivo, kot če govorimo o neki fizični poškodbi. Ko si polomimo nogo, točno vemo, da ne bomo šli ravno v gore čez en teden, ampak da bomo z nogo mirovali, da jo bomo negovali, da bomo šli morda na fizioterapijo, da moramo mišice znova okrepiti in tako naprej. V življenju je pa isto. Kje preprosto, dragi moji, potrebujete time out? Kje potrebujete enostavno odmor? Kje potrebujete 15 minut spanca, tako kot tale čudovita Bela, ki je šla stran? Kje potrebujete sami sebi dovoliti reči dovolj? Brez občutka krivde. Veste, ko izhajamo iz občutka krivde, ko se nam zdi, da smo mi krivični, ko se nam zdi, da mi nekomu delamo krivico, največkrat, sploh ko obsojamo sebe, ustvarjamo sebi in zase krivične situacije. To vedno ni enostavno presoditi, kaj je prav in kaj ni prav, seveda da ne. Sploh ko govorimo o čustvih, sploh ko govorimo o pritiskih okolice, preteklosti, prihodnosti, kaj še bo, kaj če se bomo narobe odločili, kaj če bomo koga prizadeli, kaj če bomo mi prizadeti. Možnosti je ogromno. Ampak saj veste, kaj pravijo, če ne poskusite, potem ne morete vedeti. In če si niti ne dovolite občutiti, ne dovolite doživeti, kako boste vedeli, kaj je za vas dobro in kaj je za vas slabo? In avgust bo mesec, v katerem nas bodo po vsej verjetnosti dogodki in energije zmedli. Ko bo mogoče najbolj mamljivo zbežati, ko bo mogoče najbolj mamljivo druge kriviti, ko bo mogoče najbolj mamljivo biti tudi malo nesramni, mogoče celo se ukvarjati z nečim, kar je nevarno, ali pa preprosto boste ubrali tisto pot, ki prinaša mir, ki prinaša umirjenost. Ko boste sami sebe objeli, ko boste sami sebe razumeli, ko boste sami sebi najboljši prijatelj, ki se vsake toliko časa malo za ušesa, malo ne. Takrat bo iz vas vam prišla tista energija, ki izhaja iz miru. In iz te energije ne bo potrebno opravičevanje, argumentiranje, kajti s to energijo, ko pristopimo, to energijo oddajamo, smo v njej, se z njo identificiramo in s to energijo avtomatsko pritegnemo osebe, odnose, ljudi, ki so tej energiji enaki. Če denimo imate ful radi čokolado ali nekaj prepovedanega ali nekaj takega, kar menite, da za vas ni dobro in greste po to čokolado z občutki krivde, se bodo seveda ustvarjale krivične situacije. Če pa razumemo, da ni vsaka čokolada slaba, da ni vsaka prepovedana stvar slaba, potem mogoče si drznemo stvari doživeti. Potem si drznemo biti mi. In zdaj mene zanima, kdaj ste si vi nazadnje drznili biti vi? Kdaj ste v resnici bili, kdor ste? In kako se je na to odzivala vaša okolica? Avgust bo zanimiv mesec. Avgust nam bo po eni strani dal krila, po drugi strani pa nam bo metal polena pod noge. Zato se pripravite na vse izzive in tudi na vse blagoslove. Zato opazujte tudi svoje odzive, ko spremljate tole oddajo, česa se veselite. Izzivov, zaradi katerih boste močnejši, ali blagoslovov, zaradi katerih boste morda rekli, kako fajn je biti jaz. Pravzaprav, kdaj ste nazadnje rekli, kako fajn je biti jaz? In kaj to določa?
Kot vsak izmed nas je popoln točno takšen, kakršen je. Ne glede na to, koliko je visok, koliko je star, koliko ima kil, koliko je kaj visi. Vsak izmed nas je popoln točno takšen, kot je, zato ker je na svoji poti. In vsak izmed nas ima boljše in ima slabše dneve. In Avgust bo postregel z kar veliko nihanja. Avgust bo postregel z veliko situacijami, v katerih bomo boljše vole, slabše vole, bolj utrujeni, manj utrujeni. Ko ne bomo točno vedeli, kaj bi sami s seboj, tako kot Bela zdaj ne ve čisto dobro, kaj bi sama s seboj. Ste v takih trenutkih do sebe razumevajoči ali ne? Jaz vem, da se ponavljam. Ampak a veste kaj? Tudi Avgust se bo ponavljal, tudi situacije se bodo ponavljale. Avgust bi nas lahko pravzaprav spomnil na leto 2015, na izzive števila 5, katerih smo bili deležni lansko leto. Kako zelo se znamo prilagoditi in kako ne, kajti znova prihajamo do mej. Kje so naše meje? Kako so postavljene naše meje? Kdaj in kako se postavite za sebe? Kdaj potegnete tisto črto, ko rečete, zdaj pa je dovolj, zdaj pa jaz grem? Zdaj pa sem zaprl ali zaprla vrata. In česa vas je strah, kadar tega ne storite? En tak velik izziv meseca avgusta bo prepoznavanje drugačnosti, izražanje drugačnosti in pravzaprav življenje drugačnosti. Mesec avgust ne bo dolgočasen. Mesec avgust, če se vam bo karkoli zakompliciralo, če vam bo karkoli padlo z neba, ne pomeni, da je to prekletstvo. Ne pomeni, da je z vami nekaj narobe. Še več, prej pomeni, da je z vami vse prav. Kajte, če bi se zavlekli v eno jamo in bi se vam ne bi dogajalo prav nič posebnega, in če bi mi rekli, joj, Lili, koliko je bil pa avgust dolgočasen, potem bi mene malo zaskrbelo, da niste najbolj v stiku sami s seboj. Bo pa nepredvidljiv. Seveda, da bo. Tako kot je nepredvidljivo življenje. Torej, predajte se vsemu temu, predajte se lepemu, predajte se temu, kar menite, da je slabo. In izluščite ven iz tega sebe. Izluščite ven iz te vihre energije sebe, svoje bistvo, svoje meje, svoje poslanstvo, svojo energijo, svojo pot. V gorah je lahko nevarno, če se zgubimo. Po poti življenja, dragi moji, pa verjemite, da se v resnici ne morete zgubiti. In da takrat, ko razpademo, pravzaprav se zgodi nekaj čarobnega. Poglejte. Ko tole pade in razpade, imam pravzaprav priložnost se odločiti, ali tale listek še želim, pa tale listek še želim, tale kamenček še želim, ali ne. Včasih v življenju morajo odnosi, navade, želje, čustva, stvari razpasti, da vidimo, kaj funkcionira in kaj ne. Da vidimo, kaj smo prerasli in česa še ne. Da vidimo, česa se učimo, kaj ti venomer se učimo. In da vidimo, kaj znamo. Da vidimo, kje smo močni. Tale skala ne bo razpadla. Tukaj pa je že kar nekaj peska. Torej, ne se bati lastne ranljivosti. Ne se bati lastne šibkosti. Ne biti predolgo časa trdni. Saj veste, kaj pravijo, kaj so solze. Bolečina, ki je predolgo časa čakala, da bi se razlila. Torej, ne se bati biti vi. Ne se bati biti točno to, kar ste. Ne se bati biti sami sebi zvesti. In kar je še bolj pomembno, ne se bati okolice. Ne se bati, da bo tukaj prišla velika nevarna kača, ki vas bo ugriznila. Ne se bati, da boste sami sebi največji sovražnik. A ste v življenju včasih resnično čisto do konca svoje poti ali pa zadane lekcije ne vidimo svetlobe. In tu je poseben namen. Zaupanje. Ko mi zaupamo vase, ko zaupamo, da bomo prišli na vrh tistele gore, bomo šli. Ne bomo točno vedeli, kje moramo iti levo, pa kje moramo iti desno, zato pa so markacije. In tudi v življenju smo vedno deležni sporočil, če smo le dovolj čuječi. Torej, kakšna sporočila je vam prinesel mesec julij? Kakšna sporočila vam je do sedaj prinesel avgust? Tale oddaja je sicer na sporedu 1.8., ampak mogoče, če se boste pogledali še enkrat kasneje, proti koncu meseca, česa vas je avgust naučil? Kaj vam je povedal?
Kakšna oseba ste bili 8 let nazaj? Število 8 bo zelo močno tale mesec. V prvi oddaji je na voljo tudi posebna meditacija razmejevanja energij. Ne rezanja vezi, ampak razmejevanje energij. S preteklostjo, z drugo osebo, mogoče tudi z vami iz preteklosti, strahovi iz preteklosti. 8, tako zgoraj, tako spodaj, nas bo učila, da vse je v nas, tako tema kot svetlova, dobro kot slabo, noč, dan, gore, morje, vse. Ker smo vse in to je namen življenja. Namen življenja ni en listek, pa točno tak listek, pa še en točno tak listek. Namen življenja so kamenčki, ki si niso med seboj enaki. Torej, kakšen kamenček ste vi? Jaz verjamem, da ste najboljši, najlepši, najbolj čudovit kamenček, ki sploh lahko sestavljamo za popolnosti življenja. Zato, ker ste to vi. In če komu ta kamenček, če vi nekomu niste všeč, ne spreminjajte sebe. Spreminjajte okolico okoli sebe, kar pomeni, da izbirajte drugačne osebe okoli sebe. Izbirajte osebe, ki vas razumejo, ki vas sprejemajo, ki so takšne kot vi, ki so morda mogočne, mogoče so pa malo bolj šibke. In če so od vas zelo drugačne, se od teh oseb lahko ogromno naučite. In če ste vi od nekoga zelo drugačni, ste tudi vi lahko darilo. Torej, ko sprejemamo drugačnost, se pravzaprav učimo in rastemo. In to je darilo. Vse v življenju je darilo, če tako želimo to videti. Vse v življenju ste pravzaprav vi. Od mravljic, ki so morda nadležne, do mogočnih gor, do čudovitega morja, do najlepših bitij. In tudi do vsega tistega, česar se mi bojimo. Od prve do zadnje stvari v tem vesolju lahko najdemo v njih sebe. Torej, dragi moji, mene zanima, kako boste vi uživali zdajle avgusta v tem, da boste iskali sebe, svojo drugačnost in svoj drugi pol. Tudi to se lahko zgodi. Lahko se zgodi, da se boste zaleteli v svoje tipično 100% nasprotje. Se pravi, da bodo v vaši bližini osebe, ki vam bodo šle na živce, osebe, ki pa vas bodo morda ravno obratno prebudile na nek način, prebudile razbojnika v vas, pustolovca v vas, radovedneža v vas. Mogoče bodo v vaši bližini osebe, ki pa vas bodo pomirile, umirile, prizemljile. Avgust je pravzaprav vse možno. Avgust je tak zanimiv mesec, ki bo razkrival, kje pravzaprav smo. Še več energije pa se nam obeta po 12. avgustu, po polni luni, ko se bo ta energija nekako začela zemljiti. Se pravi, dragi moji, 8.8. naj bo dan, ko iščete sebe, živite sebe, izražate sebe, ste vi, maksimalno, kot ste lahko. In po 8. do 12. avgusta opazujte odziv vesolja. Opazujte, kaj se spreminja. Opazujte energijo, ki vas obdaja. Energijo, ki se odvija v samem svetu, v celotni naši kolektivni zavesti. In po 12. uporabite to energijo za to, da jo usmerite, manifestirate, da ste odločni, da se odločite, torej se ločite od ostalih možnosti. Če ste se odločili za pico, pomeni, da ne boste jedli goveje juhe. Torej, kaj je tisto, kar boste na velikem meniju življenja letos avgusta zbrali za sebe, da boste tako vi večji doprinos, kot tudi svet večji doprinos. Manifestiramo hitreje v tem času, zato bodite še posebno pozorni na svoje misli, na svoje odzive, na vse tisto, kar se odvija na nezavednem. Poglejte goro za menoj, koliko življenja je v njej, koliko mravljic šiba, hroščkov, ptic, zajčkov, srn, upam, da ne medvedov. Vse to je v čem skrito. Tudi v vašem življenju se avgusta pripravlja nekaj, kar je v tem trenutku, o čem še popolnoma skrito. Torej, ne glede na to, da mogoče v ozadju že čutite malo energije, čutite premike, čutite korake, slišite neko posebno, bom rekla, napoved nečesa. Kam boste vi stopili? Na katero pot? Na tisto, ki je varna, na tisto, ki je poznana, na tisto, po kateri že vedno stopate. Ali se boste avgusta drznili stopiti malo drugače, malo drugje? In ali boste kljub temu poskrbeli za svojo varnost?
Življenje vam pripravlja vsem nam presenečenje. Določene stvari, ki so nas pretresle, določene stvari, ki so nas nekako prebudile, so bile potrebne. Tudi korona je imela svoj namen. Tudi požar na Krasu je imel svoj namen. Tudi slabe stvari imajo svoj namen. Nažalost, človečki potrebujemo tudi slabše izkušnje, zato, da se prebudimo, da se ukrepimo, da se spravimo v red, da mogoče malo tako rečem. Ampak, a veste, dokler se trudite biti danes boljši človek, kot ste bili včeraj, jutri boljši človek, kot ste danes, dokler se trudite biti doprinos svetu, celotnemu svetu, ne samo tistim ljudem, ki so vam simpatični, potem ste dali maksimum od sebe. In seveda imamo včasih boljše in včasih slabše dneve. Včasih imamo več energije, včasih manj. In naša energija bo avgusta še kako nihala. Brez skrbi bodite. Bodo dnevi, ko boste polni elana, ko boste verjeli, da lahko splezate na katerokoli goro, in bodo dnevi, ko se vam ne bo dalo premakniti s prstom. In oboje ste vi. Ali resnično še znamo prisluhniti svojemu notranjemu kompasu? Vsem tistim sporočilom, ki nam jih življenje želi podariti. Ko gremo gore, sem rekla, nas čakajo markacije. V življenju je pa isto. Julija smo se učili prepoznavati ta sporočila, zdaj jih uporabimo. In seveda, dragi moji, kakšna sporočila boste pa vi pustili? Kakšni ste vi v svoji komunikaciji? Kako jasno, razločno vi izražate svoje potrebe, svoje pričakovanja, svoje meje? Ne past v past koncepta brezpogojne ljubezni. Ljubezen je že lahko brezpogojna, ampak to ne pomeni, da se lahko osebe v vaši bližini obnašajo neprimerno, nespoštljivo, agresivno. Potrebno bo postaviti mejo tudi avgusta, potrebno bo postaviti, bom rekla, neke temelje drugačnosti, na drugačen način. Torej, avgusta lahko pričakujete tudi to, da vam bo mogoče dišala popolnoma drugačna hrana, drugačen šport, drugačna vrsta življenja. Lahko bomo tudi celo malo uporniški, lahko bomo hitro užaljeni, lahko bomo zdaj pa iz principa nekaj naredili ali pa ne. Vse to paše v mesec avgust. Mi pašemo v mesec avgust. Se pravi, opolnomočimo sebe tam, kjer imamo občutek, da smo šibki. Negujmo se tam, kjer imamo občutek, da smo šibki in neslišani. Si prisluhnimo. Obenem pa ponudimo roko tistim, ki so šibkejši, ki trenutno se soočajo z večjimi izzivi v življenju, ki trenutno morda ne vidijo poti ven, ki so se trenutno na tej veliki gori življenja preprosto malo izgubili. Prej sem rekla, da v resnici nismo nikoli izgubljeni. Ampak v resnici včasih je ta občutek zato, da nam lahko nekdo pomaga. V resnici včasih pride do težkih situacij, zato da se povezujemo med seboj. Torej, ne se bati življenja, pa ne se bati pomagati, ne se bati pokazati, ki vi potrebujete pomoč, ne se bati pokazati, ki jo želite dati. Ne pa izhajati iz ega. Število 8, ob koncu oddaje bomo poudarili še to, povezujemo z energijo ega. Torej, ni vam treba imeti prav. Nič hudega ni, če si nekdo drug želi imeti prav. Naj ima svoj prav. To, kaj si nekdo misli o vas, niti najmanj ne določa, kdo vi ste. Nekdo si o meni lahko misli, da sem super, to ne pomeni, da sem the best. Nekdo si o meni lahko misli, da sem čist pritegnjena, to ne pomeni, da sem. Torej, dragi moji, pustite mnenja drugih tam. Odločite se, da boste posegli po svoji lastni odličnosti. In kdo bolje ve, kaj to je kot vi. In če boste to počeli z občutki krivde, ponovimo še enkrat, vem, da sem zdaj pa že malo tečna s tem, v temu ne boste uživali. Torej je že res, da avgust nam bo postregel z takimi pregrešnimi energijami in mislimi. Ampak jaz verjamem, da vsak izmed vas ve, kje ima svoje meje, ve, kako ima postavljene svoje vrednote in da bo znal postaviti meje tistim, ki želijo prehajati vaše meje, vaše vrednote, vaš svet, vas. Torej, dragi moji, vi ste vi, popolni ste takšni, kot ste, vedno boste popolni, rodili ste se popolni in jaz verjamem, da boste po svoji poti življenja prišli na vrh tiste gore, ki je za vas prava. Torej, dragi moji,
Zaupajte vase in pejte.